Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Na današnji dan, ko ta epizoda izide, imam jaz rojstni dan in ko sem razmišljala, kaj bi bilo tisto, kar bi lahko naredila za svoj rojstni dan, pa vendarle za to neko obletnico, sem ugotovila, da je ena od stvari, ki me je pravzaprav najbolj zaznamovala kot otroka, dejstvo, da sem se rodila 4. maja 80, na točno tisti dan, ko je umrl Tito. In koga drugega kot doktor Boža Repeta bi bilo vredno povabiti na to temo. Tito, spomin na Tita. Gospod profesor, a vas lahko prosim, da se predstavite tako, kot želite biti predstavljeni? Ja, torej lepo pozdravljeni, hvala za vabilo v tale podcast. Nisem ga doslej spremljal, sedaj ga bom seveda. Torej, jaz sem profesor sodobne zgodovine, predavam sicer slovensko zgodovino, ampak ukvarjam se pa tudi z širšo, predvsem srednjeevropsko in vzhodnoevropsko zgodovino. Veliko pišem tudi biografije, med njimi recimo o Milanu Kučanu, ne, pa tudi še nekaj drugih, o Stanetu Kavčiču. Zdaj sem naredil eno o nekem začetnem ekonomistu Milku Brezigarju, ki je naredil prvi slovenski ekonomski program in podobno, no. Ampak predavam na Filozofski fakulteti, ne, počasi zaključujem svojo kariero, ampak drugače po osnovni izobrazbi sem pa učitelj in tudi nekako bi rekel po prepričanju, ne. Mislim, da je treba delati z mladimi in da jim je treba nekako utirati pot v svet. Tito, kot ga jaz poznam, glede na to, da sem se rodila tisti dan, ko je umrl, je v zelo idealizirani obliki. Predvsem zato, ker ko sem bila jaz majhna, sem na račun tega, da sem se zelo zgodaj naučila reči: "Jaz sem se takrat rodila, ko je Tito umrl", dobila ogromno enih sladkarij, ogromno enih simpatij. Potem pa čez čas, niti ne znam več opredeliti, kdaj se je to zgodilo, je to začelo seveda padati, in danes se mi zdi, da je Tito ena tema, ki nas kar precej razdvaja. Pa ne bom začela tukaj pri razdvajanju, ampak bi vas vprašala, a se vam zdi, da je v Titu karkoli, kar bi bilo za današnje čase aktualnega, ali pa karkoli primerljivega z današnjimi časi? No, seveda, jaz bi rekel, ne glede na te različne poglede, o katerih bova govorila, da je bil Tito izjemen voditelj in diplomat. On je držal skupaj zelo različne jugoslovanske narode, in to, kot vemo, kar dolgo časa, ne, od leta 1945 do svoje smrti. In Jugoslavijo kot večnacionalno državo naredil uspešno. Prepeljal jo je iz zaostale kmečke družbe v srednje razvito recimo državo, ne, industrializirano državo, in postavil jo je na mednarodni zemljevid. Jugoslavija je bila ena od voditeljic, ustanovna voditeljica gibanja neuvrščenih v svojem času, torej enega najmočnejših, pravzaprav najmočnejšega, najštevilčnejšega vsaj bloka na svetu v Združenih narodih. Ne, in torej gre za človeka, ki je razumel politiko, ki je razumel diplomacijo, mednarodne odnose in ki je znal tudi voditi, ne. Takih voditeljev, ne glede na to, kaj si mislimo o njegovi avtokratskosti ali o čem drugem, ne, danes praktično ni več, kot vemo. Vidimo, da svet vodijo, kot se je nekoč izrazil eden od zgodovinarjev, mesečniki. Torej, Tito je bil dober strateg. Ali je bil obdan s kvalitetnimi svetovalci?
Na misel mi pride ravno v tem trenutku, zdaj lahko gledamo recimo v kinu film Čarovnik iz Kremlja o Putinovih svetovalcih, ki prikazujejo zakulisne igre. Tudi pri Trumpu pravijo, da je v bistvu njegova politika odvisna od svetovalcev. A je šlo pri Titu za to, da je bil obdan s kvalitetnimi svetovalci, ali je bil sam dober strateg, moder človek, intuitivno se zna odločati? No, Tito je bil človek intuicije, ne. Marksisti nekako verjamejo, da je mogoče usodo oblikovati, ne. To je tam recimo klasična leninistična teorija, ne, determinizem, da tako rečemo, ne. Zastaviš si cilje in jih uresničiš, ne. Revolucija je cilj, revolucijo bomo izvedli. Tito ni bil take vrste marksist. On je Luju Adamiču, to je en znan slovenski pisatelj, ki je delal in živel v Združenih državah Amerike, je v dolgem intervjuju takoj po vojni rekel, da verjame v naključja, da so ga tudi naključja mnogokrat rešila, ne. Se pravi, v tem se je zagotovo razlikoval od klasičnih marksistov in leninistov ali revolucionarjev, recimo, ne. Torej, kar zadeva njegove svetovalce, je odvisno od obdobja. On je zagotovo imel že v času vojne okrog sebe izjemne ljudi. Izjemno razgledane, izjemno pogumne in izjemno izkušene. Zato je tudi uspel izpeljati narodnoosvobodilni boj in revolucijo. On je tudi po vojni imel zelo uspešne, dobre ljudi okrog sebe. Ljudje, ki so mu upali povedati stvari, ne. On je znal zbrati ljudi, tudi ki so bili svetovnonazorsko drugačni, ne. Recimo njegovi diplomati, on je pobral diplomate in tudi imel stike z ljudmi iz meščanskih krogov, izkušnjami in tako naprej. Vendar, ne, in tukaj sta dve zadevi, vendar je bil v tem svojem krogu tudi avtokratski, ne. Se pravi, on je, ko je bila njegova moč ogrožena, ne, to se je, ali je čutil, da je ogrožen, je ljudi dal tudi odstraniti, ne. Eden takih primerov, najbolj znan, je recimo srbskega politika Aleksandra Rankovića, ki so ga imeli že za neformalno njegovega naslednika, ne. Njega je dal torej iz različnih razlogov, ampak eden je bil gotovo ta. Ko rečemo prestiž, odstraniti, ne. je to umor. Ne, politično odstraniti, ne. V Jugoslavija ni imel, v glavnem, je nekaj takih sumljivih smrti, recimo Andrija Hebrang, to je bil en nacionalistični hrvaški komunist, ne, ki so sumljivi, ne. On je umrl v zaporu na podoben način, kot je recimo Epstein, ne. Torej, drugače pa ne, ne. Odstranili so jih iz politike, ne, to je bilo tisto ključno, ampak treba je vedeti, da je včasih v resnici šlo tudi na nož, ne. To je bilo leta 1948, ko je bila Jugoslavija ogrožena od Sovjetske zveze, ne. Takrat se je vodstvo razdelilo, večina je potegnila s Titom, ne. Neka manjšina naj bi bile pa tako imenovane zdrave sile, ne, ki bi jih Sovjetska zveza uporabila za to, da bi Tita in tiste, ki so z njim, odstranila, ne. Se pravi, tam je v tem obdobju je eno skupino odstranil. Tako da on je te politike okrog sebe postopoma odstranjeval, politično odstranjeval, ne. Zadnji je bil Ranković, ki je bil v konfliktu z Edvardom Kardeljem. Edvard Kardelj je namreč zagovarjal torej federativno državo, zagovarjal je to, da so republike država, Ranković je pa hotel centralistično državo in Tito je nihal med obema in se je na koncu odločil za Kardelja, ne. Se pravi, to so te personalistične njegove poteze. Potem druga zadeva je, ne, ko ste omenili Trumpove in podobne svetovalce in Putinove, z leti
se je okrog njega nabralo vedno več ljudi, ki so mu kimali, in ljudje, ki so hoteli z njim upravljati. Ne, ker podobno situacijo imamo danes s Trumpom. Ne. Tito je bil sicer do konca opravilno sposoben. Ne. Ni nastopal tako, kot nastopa Trump. Ampak bil je Jelcin. Ja, ali Jelcin. Ne. Ampak je pa, ni pa imel več te energije, te moči. Ne. In zato se je ustvaril okrog njega krog ljudi, pomemben vpliv je nekaj časa imela tudi žena Jovanka, ki so potem delovali v njegovem imenu. Ne. In tako da z leti se je torej ta njegova sposobnost izbiranja dobrih ljudi, ne, ki jo je imel na začetku svoje kariere, zlasti v času vojne in potem po njej, torej se je ta njegova sposobnost izgubila. Podobno velja tudi za njegov odnos do ljudi nasploh. Ne. Tito je imel izjemen občutek za stik z ljudmi. Ne. Bil je, danes bi rekli, malce populističen politik. Ne. Malce. Ja, malce, ja. Mislim, on ni pravzaprav tega izrabljal, njemu ni bilo treba izrabljati, ne, bi rekel, populizma za to, da bi si ohranjal neko moč, ker je bila ta že ustvarjena, ne, ker se je ta njegov kult ustvarjal, ne, načrtno in dolgo časa, ne. In tudi ljudje so iskreno verjeli v njega, vsaj večina. Ne. Torej, v začetku je imel ta izjemen stik. Ne. On je znal nagovoriti ljudi, množice, čutil je, kaj hočejo, ne, kakšne besede hočejo slišati. In tudi to je znal ubesediti geostrateško. Ne. Nekaj njegovih govorov je legendarnih. Ne. Eden takih je tukaj v Ljubljani, ne, po osvoboditvi, maja 1945, ko je rekel, da Jugoslavija ne bo drobiž v kupčevanju med velikimi silami. Ne. Torej je dal vedeti, ne, ker takrat so se ta geostrateška razmerja na novo razporejala, tako kot se danes med Sovjetsko zvezo in Združenimi državami Amerike. Ne. Potem, ko je prišlo leta 1968, je v Jugoslaviji prišlo do več dogodkov, do več, lahko bi rekli, uporov. Uprli so se Albanci na Kosovu, ker niso imeli torej neke avtonomije, ker so jih zatirali. Prišlo je do upora študentov, to je bil množični upor po celi Evropi. Ne. In on je znal nagovoriti študente, pritegnil jih je k sebi, na svojo stran, recimo. Ne. Te sposobnosti je imel še nekaj takih govorov, velikih, veličastnih. Tudi ko je šlo za slovensko mejo, za obrambo zahodne meje, ne, je na okroglici v Sloveniji, ne, imel en tak zelo odmeven govor leta 1953. Ne. Se je zbralo skoraj pol milijona ljudi, ne, lahko si predstavljate, kaj je to pomenilo. Torej, tako da ja, in sposobnost izbiranja ljudi in sposobnost stika z množicami je postopoma izgubil. Če bi imela midva to nehvaležno nalogo, da bi Tita danes primerjala s kakšnim od današnjih voditeljev, bližje komu bi bil? Bi bil Tito bolj Trump, bi bil bolj Putin, bi bil Netanjahu, no, to verjetno ne bi bil. Komu bi bil najbližje? Ali pa zmes kakšnega voditelja bi bil Tito danes, leta 2026? No, problem je v tem, da, kot sem rekel, takega tipa voditeljev ni več. Ne. On je imel nekaj lastnosti, ki bi jih lahko vzeli od teh nekaj ljudi, ki ste jih omenili. Ne. Gotovo je politično situacijo nadzoroval na podoben način, kot jo avtokrati. Ne. Teh imamo pa ni samo Putin, ne, jih imamo tudi v Evropski uniji kar nekaj. On je bil avtokratski voditelj. Ne. Po drugi strani, kot rečeno, je imel neke povsem drugačne lastnosti, ki jih danes pri teh voditeljih ne prepoznavamo, ne, jih ne vidimo, jih preprosto nimajo. Evropa je izgubila
ta občutek, mislim, za voditelje, ne samo Evropa, cel svet. Ne. Problem je v tem, veste, da primerjati ljudi, in to ne velja samo za Tita, to velja recimo tudi za druge voditelje njegove generacije, primerjati ljudi, ki so šli skozi vojno, ki so dali vojne strahote tako ali drugače in ki so potem urejali svet, z današnjimi ljudmi, ne, je zelo težko. Ker ti ljudje takrat, ne, so vedeli, kaj vojna pomeni. Vedeli so, kakšne posledice ima. In bili so prepričani, da morajo ustvariti svet, v katerem ne bo več vojn. Sedaj imamo generacijo voditeljev, ki vojne ustvarja. Torej, ki ima nasprotno logiko, ne, ki misli, da z vojnami lahko in s silo in brez mednarodnega reda lahko rešuje zadeve. Ne. Tako da v tem je, mislim, tukaj je težko delati primerjave. Ne. Še ena zadeva morda, ne, ki bo koga presenetila. Ves čas se govori, kako je bil Tito avtokrat, kar je bil, ne, kar sem tudi jaz rekel, ne, in se mu pripisuje tudi zločine in tako naprej. Ne. Ampak Tito, recimo, ko govorimo o tem populizmu, ne, ki ste ga omenili, Tito se je vozil v odprtem avtomobilu. On se je sprehajal med ljudmi, kjerkoli je bil. On je tistim svojim 3-4 stražarjem, ki so ga po dolžnosti varovali, dostikrat ušel in je šel v gostilno. In se tam pogovarjal z ljudmi, ne. Torej, to si danes najbrž ne morete predstavljati, takega tipa voditeljev, ne. Zlasti pa ne avtokrata ali pač neke ljudi, ne, ki so kot Trump ali kakšen podoben politik. A je bil Tito maščevalen človek? Oziroma, prej ste omenili, zanima me še, a se mu je dalo povedati tudi neka stališča, ki niso bila nujno kimavska, ki niso bila nujno ugodna zanj? Ja, bilo je nekaj ljudi, ki mu je to upalo povedati, ne. Ampak ta generacija je končala, s to generacijo se je končala v 60. letih, ne. Eden od takih je bil recimo Koča Popovič. To je bil legendarni srbski general in diplomat, zunanji minister Jugoslavije, ne, poveljnik, torej prve proletarske divizije. On je Titu upal povedati. Torej, ljudje iz tega njegovega najožjega kroga, ki jih je poznal ali iz predvojnega revolucionarnega gibanja ali iz časa vojne, ti so mu upali, ne. Ti so bili njegov najožji krog, ti so bili tovarišije, ti so z njim delili vse in so tudi o njem vedeli vse, ne. V Jugoslaviji je bilo nekaj napetih trenutkov in Tito ni vedel, kako jih rešiti, ne. Najhujša kriza je bila leta 1948, kot sem omenil, druga je bila leta 1968, ko je Sovjetska zveza okupirala Češko-Slovaško in je bilo prepričanje, ne, oziroma kalkulacija, da lahko podobno pride do Jugoslavije, hkrati so bile študentske demonstracije in tako naprej, ne. In Tito je takrat recimo razmišljal o tem, ne, ko je prišlo do teh notranjih nemirov, da bi uvedel red z vojsko, ne. In mu je Koča Popovič rekel: "Poslušaj, stari," ne, stari so ga klicali ti njegovi, "to zna vsak latinskoameriški general. Mi od tebe pričakujemo državniško rešitev," ne. Torej, imel je take ljudi, ne, ampak ta generacija se je, kot rečeno, končala v 60. letih. Potem so se nabrali okrog njega ljudje, ki so mu bili zvesti, ne, ki so bili njegovi sledilci in ali pa mlajši povzpetniki, ne, in ti mu seveda niso upali povedati v resnici, kaj si mislijo in kaj pričakujejo. Prej sva se že dotaknila tega, da je Tito bil neke vrste populist.
Kaj mislite, kako bi se on danes v času družbenih omrežij, družabnih omrežij odrezal? Kako dobro bi mu šlo, kakšen tip influencerja bi on danes bil? Ne vem, ne vem, kako bi se on znašel na omrežjih. On je imel, to je bil čas televizije, ne. To pač njegovo, bom rekel, še dobro obdobje, ne, 60. leta, ne. In on je na televiziji imel, nekaj dobrih nastopov, ne. Omenil sem tistega, ko je nagovoril študente, ne, ker, študentsko gibanje v Evropi je imelo različne vzroke, ne. Na zahodu je bil to upor proti sistemu, ne, v Franciji proti De Gaullu recimo, ne, in v Nemčiji. Na vzhodu je bil upor, prav tako proti sistemu, ampak temu avtokratskemu, ne. Ker tukaj je šlo za generacijo, ki je zrasla ob moči svojih očetov, ne. To je bila, vsaka taka generacija reče, da je izgubljena generacija, ne, ampak, oni so v resnici, ne, to je ta baby boom generacija, ne, ki je, njihovi očetje so šli skozi vojno, ne, in so prišli mladi na oblast, ne, in jim pravzaprav niso dali dihati, ne. In no, v Jugoslaviji, ne, so bili študentje sicer zelo levičarski, ne, ampak se, bi rekel egalitarni, ampak se potem, ko jih je Tito nagovoril, niso obrnili proti Titu. Rekli so: "Tito ima prav, samo moramo iti po tem, kar on govori, se pravi, mi moramo v resnici izpeljevati tisto, ne, kar je on rekel." Tako da imel je nekaj dobrih televizijskih nastopov, drugače je bil pa človek, odprtih nastopov, ne, se pravi množice. To je bilo njegovo. Zdaj, kako bi on na teh podcastih in socialnih omrežjih deloval, je pa težko reči. Najbrž bi se na neki način znašel, ne. Bil pa je obseden s svojo podobo. Absolutno. Ker tudi ta Absolutno. branding, a ne, on je bil blagovna znamka. On je, Kako absolutno. je izgledal, kako se je oblačil, ob kom se je On je pojavljal. to zagotovo. To je še s časov, ko je bil, pred vojno revolucionar, ne, ko so pač, živeli Kominterna jih je financirala, ne, in oni so pač izvajali to revolucionarno dejavnost. On je potem v Jugoslaviji postavil to komunistično partijo na novo, no. Ampak tam je recimo pri Vladimirju Dedijerju, ki je bil eden njegovih prvih biografov, ne, en tak zanimiv odstavek, ne, Dedijer je bil iz meščanske družine, ne, v Beogradu, in Tito je, nekajkrat prespal, večkrat prespal pri njem, ne, in njegova mama je rekla: poglej, ta ima pa, avstrijsko zobno pasto, češko milo pa tak brivnik, to pa ni brivski tisti, ne, to pa ni kar tako, ne." Tako da že takrat je to, ne, po vojni pa sploh, ne, on se je tudi družil z džetsetom, on je bil, v tem bi bil danes vrhunski, saj je bil že takrat, ne, on je tistega lep, ne, to je bila ena njegova, jahta, recimo temu tako, v bistvu je bila to ena stara vojna ladja za polaganje min in prevažala je sadje vmes, bila je potopljena, pa so jo dvignili potem in iz nje naredili, ne, neko tako jahto, s katero je tudi potoval v 50. letih po svetu, ko je delal Gibanje neuvrščenih. Ampak on je tja vabil najbolj znane ljudi, ne, recimo Sofijo Loren, Carla Del Pontija, ne, tudi je bil znan par, režiser in igralka, italijanska, ne, saj to najbrž gledalci poznajo, ne. Pa tudi vrsto drugih znanih, igralcev, ameriških in tako naprej, ne. Tako da to je. On je bil dan s tem glamurjem. Odnos do žensk. Zdaj, primerjavo vlečem, se opravičujem za ta plehka vprašanja, ampak kako saj to, to ljudi da se zanima. to ljudi zanima, da se recimo on ni obdal z eno mlajšo lepotico, v bistvu, Saj se je. saj se je? Aha. Ja. On je imel veliko žensk, ne, veliko žensk in tudi bil je večkrat poročen, ne. On je bil prvič poročen v Sovjetski zvezi, z neko mlado, z njo je imel tudi starejšega sina, ne.
Žarka Broza. Ampak ta zveza je razpadla, ko je šel iz Sovjetske zveze. Ne, to je bila zelo mlada punca, stara 15-16 let, nekaj takega. Ne. Potem je bila njegova žena in jaz bi rekel tudi ljubezen njegovega življenja Herta Haas, Slovenka židovskega rodu iz Maribora. Vendar je med vojno, Herta Haas je bila zaprta, so jo sicer potem rešili, da so jo zamenjali, ampak on je med vojno potem imel eno drugo žensko, ki se je imenovala Davorjanka Paunovič, ne, ki je potem po vojni umrla tukaj na Golniku zaradi pljučne bolezni. Ne. To je bila ena mlada njegova, recimo sodelavka, tajnica, kakorkoli bi rekli. Ne. Se pravi, je Herto Haas prevaral. Ne. Ampak on je po vojni hotel, da se vrne k njemu. Ne. On je hotel, sploh potem, ko se je Jugoslavija odprla v svet, to je bilo v začetku 50. let, ko je on tudi postal predsednik, ker prej ni bil predsednik, prej bil predsednik vlade, ne, so rabili, da tako rečem, prvo damo. Ne. In on je hotel imeti Herto, pa je Herta rekla, da ne. Je rekla, prevaral si me, najina zgodba je končala, čeprav ga je tudi ona imela rada. Ne. No, in rekli ste, če je bil on, kot se reče, zelo pamtilo. Ne. On je njej rekel, ti si zelo pamtilo. Ne. Zakaj nočeš? Tako da potem, ne, je bila pa ta Jovanka Broz, ne, ki se je pisala Milosavljević prej, to je bila ena njegova mlada negovalka. Ne. Ona je skrbela za njega, ko je pač zbolel in imel neko operacijo in tako naprej. Ne. In z njo se je potem zelo na hitro poročil. Ne. V času, ko je protokol, da tako rečem, rabil, ne, neko prvo damo. Ja. Kljub temu je imela vpliv nanj, ste prej omenili. Ja, ona je v začetnem obdobju ne. Ne, ker tudi Tito se ni dal. Ne. Tito je sicer poslušal mnenja, ampak odločil se je on. Ne. Vedno, recimo, dokler je lahko. Ne. Potem, ko je pa, ne, ker morate računati, ne, to je bil človek, ki je bil tam že v 70 letih, je bil že čez 80 let star, ne. Ko je začela ta njegova biološka moč pešati, ne, in ko pač ni imel več tega pregleda in pronicljivosti, je pa skušala ona nad njim imeti vtis, ampak torej vpliv, ne, in nekako voditi politiko, ampak ni bila edina, ne. Več ljudi okrog njega je to skušalo, tako da onadva sta šla v bistvu narazen. Ne. Nista se ločila uradno, ne, ampak sta šla narazen. Vzrok je bil, ni bil vzrok samo to, da je ona skušala vplivati na njega, ampak on je imel dve sestri maserki, ne, za katere je Jovanka nekako slutila, da ima z eno od teh, da ima nekaj z njima, ne, in to je bil tudi eden od razlogov. Torej, Tito je bil, bi lahko rekli, ženskar, ne, sploh v mladih letih, ne, ali pa, no, recimo nekje do zrelih let, ne. Potem seveda so ga tudi državniške funkcije omejevale in tako naprej, ampak imel je tudi sicer nekaj simpatij, ne, tukaj in drugje, bi človek rekel. Ne, zdaj, kako, do kam so te stvari šle, je težko soditi, ne. Recimo šlo je za eno operno pevko, tudi Slovenko, Zimko Kunc, ne, in še kakšna bi se pravzaprav našla. Ne. Prebrala sem, da je Tito Bojda nekoč izjavil, da se sodniki ne smejo držati zakonov kot pijanec plota. A je to res, oziroma a je kaj na tem? Ker
Na te izjave se ne spomnim, ampak sodni aparat je bil gotovo podrejen politiki v Jugoslaviji. Ne. To ni bil neodvisni sodni aparat. Ne. Do kakšne mere in v kakšnih primerih, to je zdaj seveda težko soditi, bi bilo treba videti od primera do primera, ne. Ampak gotovo, ne, je bil v službi sistema, da tako rečemo, ne, in je sledil tem smernicam, ne, ker treba je razumeti, ta država ni imela ločenosti oblasti, ne. Imela je sicer svojo skupščino, ne, imela je svojo izvršno oblast, imela je svojo sodno oblast. In Slovenija je bila tudi edina socialistična država, ki je imela, Jugoslavija in znotraj Slovenije, ki je imela svoje ustavno sodišče, ne, ker vzhodnoevropske države ustavnih sodišč niso poznala, ne. Tako da formalno bi lahko rekli, da gre za ločenost oblasti, ampak dejansko pa ne. Dejansko je pa državo vodila Zveza komunistov ali prej Komunistična partija Jugoslavije, ne, in njeni organi. In od tam so prihajali ljudje potem na vodilne pozicije v državnem aparatu in za sodišča je bila, včasih se je uporabljal izraz, potrebna moralno-politična neoporečnost, ne. Torej so bili določeni poklici, kjer tam niso bili tako natančni, ne. Pri takih, ki so zadevali, ne, občutljive zadeve, ne, v percepciji politike pa ja. Kot denimo, kaj, sodniki, učitelji? Sodniki, učitelji, tako, ja, taki poklici, ja, politiki seveda. V gospodarstvu je bilo recimo tega manj, ne. V gospodarstvu so bili bolj pragmatični, ste imeli tudi direktorje, ki niso bili člani Zveze komunistov in tako naprej, ne. Ampak drugače je pa seveda to bil, lahko bi rekli, skorajda pogoj, ne, za neko poklicno kariero. In to je tudi ustvarilo pravzaprav v vseh poklicih, ne, en močan sloj karieristov, ne. Ker so se ljudje temu prilagodili in so postali člani Zveze komunistov zaradi tega, ne. Tako da je ta komunistična partija, ki je imela še neki revolucionarni zagon, ne, je torej to izgubila, ne. Je postala že v 60., sploh pa v 70. letih, to ni bila stranka delavskega razreda, ampak je bila stranka teh srednjih oportunistov, malomeščanskih, kot so rekli, slojev in podobno, ne. No, ampak nekaj je pa kljub temu treba reči, kar bi bilo morda zanimivo za današnje čase, ne. Ko govorimo o morali, ne, o partijski morali in morali sicer, je bila ta zelo močna, ne. Mi danes teh zavor nimamo več. Morala v kakšnem smislu? Ja, morala, da se je vedelo, če opravljaš neko funkcijo, moraš biti torej čist, ne. Tudi za vse službe je bilo potrebno dokazilo o nekaznovanosti, ne. Ampak tudi sicer, ne, od politikov, od sodnikov, od diplomatov, od učiteljev in tako naprej se je pričakovalo, da so torej ljudje, ki se držijo nekih moralnih načel, ne. Se pravi, Moralna načela v smislu ne kradi ali tudi ne prežužtvuj? Ne prežužtvuj se je spremenilo, ja. V začetku je bila partijska morala tudi zelo, bi rekel, v tem smislu, ne, puristična, ne. Veste, komunisti so, kar zadeva moralo, sploh v teh zgodnjih, Tito je bil izjema, ne. In zato to so mu malo tudi njegovi tovariši zamerili, ne, od nas pričakuješ neki asketizem in tako naprej, ne, ti pa pač to počneš, ne.
Ta del se je potem izgubil, ne, skozi leta, ne, bi rekel. Ampak v začetku je pa ta partijska morala tudi v tem, recimo, seksualnem smislu bila zelo močna, ne. V bistvu so na nek način komunisti pri nekaterih stvareh antipod katoličanom, bi lahko rekel tukaj, ne. Tako da socialistična družba je bila ena mešanica konzervativnosti in modernizma, ne. Niso bili to enoznačni procesi, ne. No, ampak če se vrnem k temu vprašanju morale, torej vedelo se je, da ti v politiki ne smeš, ne, nekaj goljufati, da ne smeš biti koruptiven. Država je sicer funkcionirala na korupciji, ampak to je bila drobna korupcija, ne. To ni bilo tako, kot je danes, ne. To je bilo pač, da so bile te modre kuverte pri zdravnikih, pri tem, onem, drugem, tretjem, čeprav je sicer zdravstveni sistem funkcioniral, ne. Ampak da bi pa zdaj se zapletli, da politike v neke ali gospodarstveniki v neke velike malverzacije, to pa ni bilo dovoljeno, ne. Take politike so odstranili in gospodarstvenike tudi, ampak tu sodišča niso imela kakšne vloge, ne. So to naredili potihem, ne. Tako da Kaj pa njihov odnos do vere izpovedi? Zdaj, jaz uradno seveda vemo, ta zdaj prav ne bi smela te sekularizacija Ja. je bila prisotna, ampak jaz si vendarle predstavljam, to so ljudje, ki so bili v vojni, ki so preživeli vojno. Težko si predstavljam, da nihče od njih ni v tistih res težkih trenutkih, ne vem, zaupal Bogu, v nečem višjem. Težko si predstavljam, da so bili toliko samosvoji, brez tega, da bi se neki višji sili zahvaljevali za svoja preživetja. Kakšen je bil v resnici odnos, recimo, partije, ne vem, do vere? Pustimo do RKC-ja, do Rimokatoliške cerkve, ampak do vere. Ja, bom povedal oboje, bom povedal na slovenskem primeru, zato ker Jugoslavija je bila večkonfesionalna država, ne. Imate pravoslavce, imate muslimane, ne, recimo, in imate katolike od teh glavnih religij. Potem so pa še Judje in drugi, ne. In tudi iz cerkvenih vrst so bili ljudje, ki so bili pripadniki osvobodilnega gibanja, ne. Tudi recimo pravoslavni popi in tako naprej. Torej, kakšen je ta odnos, no, če zdaj pogledava pri Slovencih. Torej, najprej moram reči to, komunisti so bili ateisti, večinoma. Ta elita, da tako rečem, ne, tedajni. Oni so verjeli, ne, mislim, oni so bili verni, ampak niso verjeli v Boga, ampak v marksizem, ne. Saj to je tudi vera, ne. Oni so verjeli v revolucijo, ne. In so bili zanjo pripravljeni žrtvovati vse. Tudi osebno, vsi so, skoraj vsi, tudi slovenski komunisti so osebna življenja podredili revolucionarnim ciljem. Tako so živeli, oni so sicer imeli to so bile partnerke ali partnerji izključno iz tega kroga, ne. Imeli so otroke, tudi biološki nagon je bil pri njih, ne. V času vojne se, kot veste, sproži, ne, neki občutek, da je treba nekaj pustiti za sabo, ne, tako da so imeli otroke in tako naprej, ne. Ampak verjeli so torej v revolucijo. Zdaj, kar zadeva cerkev, ne, govoriva o katoliški cerkvi in o vernikih, so se zavedali te ambivalentnosti, ne. Treba je še nekaj vedeti, oni so vsi šli iz, govorim o slovenskih komunistih, pa tudi o Titu, ne, ker on je bil pol Hrvat, pol Slovenec, iz katoliških družin, ne. Se pravi, oni so imeli katoliško tradicijo in tudi pred vojno, pred drugo svetovno vojno, si se ti lahko torej opredeljeval samo po določeni veri. Nisi mogel reči, da si ateist, recimo, ne. Lahko si pa, če nisi hotel biti katolik, rekel, da si musliman ali ampak v krstnem listu oziroma pač v dokumentih je morala biti zapisana veroizpoved, ne. Se pravi, oni so na neki način bili pripadniki določenih ver, odvisno iz
katerega okolja so izhajali. Kar zadeva vero, je tako, ne. Oni so vero hoteli odpraviti, ne. Ker v njej niso videli smisla, ne. Zelo so se pa zavedali njene trdoživosti. In v slovenskem partizanskem gibanju, pa to velja tudi za jugoslovansko, spet odvisno od okolja, je bila večina borcev vernih, ne. In v času druge svetovne vojne so, kjer so lahko praznovali božič, so hodili v cerkve, so imeli maše, so imeli verouk, ko je bilo osvobojeno ozemlje, ko so tam je v bistvu nastala slovenska država, ne, Slovenski narodno-osvobodilni svet, to je bil v Beli krajini po letu 1943. Črnomelj je bil pravzaprav prestolnica. Tam na osvobojenem ozemlju je bil v šolah verouk in imate zanimivo, recimo, ne, tako ilustracijo, ne, če jo dam. Na eni strani stene nad katedrom je bil križ, na drugi strani je bila Titova slika, ne. Tudi v Osvobodilni fronti so bili krščanski socialisti, ki so bili zelo močna politična skupina, ne. Se pravi, oni so vedeli, da se vere ne da kar tako odpraviti, in tega vprašanja vernosti partizanov niso postavljali. Tudi niso izrazito prepovedovali članom komunistične partije, da so hkrati verniki, ne. To je prišlo kasneje po vojni v nekih obdobjih, pa spet ne v vseh, ne. Drugo je pa odnos do katoliške cerkve, ne, ki je precej bolj kompleksen, ne, ker tukaj pa šlo za vprašanje moči. In šlo je za vprašanje, kdo bo obvladoval slovensko družbo, ne, ker pri katoliški cerkvi, hierarhiji gre za to. In iz tega tudi izhaja slovenski kulturni boj, ne. Slovenski kulturni boj se je začel konec 19. stoletja, ko je cerkev postala ogrožena zaradi liberalizma, liberalnih reform, ločevanja cerkve od države, ne. In to so, torej komunisti so potem to po vojni naredili, to ločitev cerkve od države, zelo radikalno, lahko rečemo tudi brutalno, ne, z nacionalizacijo cerkvenega premoženja, več 100 duhovnikov je bilo obsojenih in tako naprej, kar pa je spet mešanica dveh dejavnikov, ne gre samo za odnos do same vere ali cerkve, ne. Gre za to, da je cerkev med vojno v Ljubljanski pokrajini kolaborirala, ne. Na Primorskem je bilo to drugače, primorski duhovniki, na Štajerskem so jih izgnali, ampak v Ljubljanski pokrajini, ne. In to se je potem zmešalo, je dalo priložnost, ne. Poleg tega je še tukaj še en element, ki je pomemben, ne, mednarodni element, to je Vatikan, ne. Ker Vatikan je podpiral Italijo v času vojne, ne. In Vatikan je podpiral Italijo v času mejnega spora med Jugoslavijo in Italijo, ne, se pravi, ko je šlo za našo zahodno mejo. In tukaj je bila torej tudi ta zamera, zato je Jugoslavija prekinila odnose z Vatikanom, ne, tudi zaradi teh notranjih zadev, sojenja Stepincu in tako naprej, ampak jih je potem v 60. letih obnovila, je našla skupni jezik, in ker si je Vatikan prizadeval za mir in ker se je Jugoslavija prizadevala za mir kot neuvrščena država, sta imeli dobre odnose, in Tito je bil na obisku pri papežu, ne, in Jovanka recimo. Papež sicer ni prišel v Jugoslavijo, ta obisk bi moral biti v 80. letih, v času olimpijskih iger v Sarajevu, ampak potem iz vrste razlogov do njega ni prišlo, ne. Tako da ta odnos je pravzaprav tudi ambivalenten, ne. A je to morda torej razlog s katoliško cerkvijo, je to morda razlog, zakaj se danes v Sloveniji prepiramo o Titu, oziroma zakaj je to tema, ki v resnici še vedno razdvaja? Ali je morda razlog v čem drugem? To je Tudi, mislim, to je eden od razlogov, ne. Tito je pač
Titu očitajo dve zadevi. Prvič, da je bil avtokrat ali diktator, ne, kot nekateri rečejo, čeprav ne, to je težko reči, da je bil diktator, mislim, težko reči, odvisno od definicije, ne. Očitajo mu, da je odgovoren za povojne poboje in druge obračune, ne, in seveda očitajo mu tudi ta odnos Jugoslavije, ki jo je imela do cerkve, ne. Samo ta odnos, kot rečeno, ni enoznačen, ne. To so te stvari, ampak v bistvu pa je njegovo ime, ta negativizem, da tako rečem, vezano na socialistični družbeni sistem, ne, ker on je pač ustvaril sicer specifičen socializem, samoupravni socializem, ne, ampak to je še vedno socializem, ne. Danes se uporablja samo beseda komunizem, ne, komunizem je ideologija, ne, socializem je pač neki Družbeni sistem, sistem. ki naj bi pripeljal do družbene ureditve, kjer bomo vsi enaki, ne, in to naj bi bil komunizem. Torej, tako da gre on je sinonim za dve zadevi, sinonim za narodnoosvobodilni boj, ki je seveda neločljiv od revolucije, ker je šlo za dvojni proces, ne, in potem za ustvarjanje tega povojnega komunizma, ne, kot pravijo, ne, in se to povezuje, ne. Se pravi, on je sinonim za vse tisto, kar se ideološko definira kot komunizem, ne, in ki naj bi nam povzročil neznosno trpljenje in tako naprej. Še zadnje vprašanje. Zakaj Tito ni poskrbel za svojega naslednika? Zakaj se je na oblasti držal in se je oklepal v bistvu do svojega konca in potem v bistvu državo pahnil v kar hude posledice? Ja, torej, zakaj mislim, da ni šlo za to, da bi se on oklepal do konca oklepal oblasti, ne. On je na koncu je postal utrujen, bi človek rekel, ne. Njegov zadnji veliki politični obračun je bil s tako imenovanim liberalizmom v 60. letih in v začetku 70. let, ne. To so bili takrat politiki, ki so bili rojeni v 30. letih, prišlo je do menjave generacije, ne. In so bili politiki in političarke, ne, nekateri sicer še vojne generacije, v glavnem pa rojeni v 30. ali celo 40. letih, ne, ki so menili, da je čas, da se Tito umakne, ne. To je bil v Sloveniji Stane Kavčič, recimo, ne, ki je bil eden najprodornejših slovenskih politikov. Na njegovem ekonomskem programu Slovenija funkcionira v bistvu še danes, čeprav je precej oskubljen, ne, bi rekli. V Srbiji sta bila to Marko Nikezić, ki je bil torej njegova Titova, ne, še iz Titove garniture, in Latinka Perović, to je bila ena zelo znana političarka, kasneje naša kolegica, zgodovinarka, ko so jo izločili iz politike. In na Hrvaškem sta bila to Miko Tripalo in Savka Dabčević Kučan, ne. Se pravi, deloma je šlo še za to generacijo, ki je šla skozi vojno v odrasli dobi, deloma pa ta, ki je šla skozi vojno v otroški dobi. In oni so nekako menili, da je čas, da se Tito umakne, ne. Ampak ker je prišlo do nacionalizma, zlasti nacionalizma na Hrvaškem, Tito potem tega ni storil, ne, ampak je naredil te posamične obračune, pa so jih kot v Sloveniji naredili pač lokalni politiki, da tako rečem, sami, ne. To je bil njegov zadnji, bi rekel, tak trenutek, ko se je oklepal oblasti in ko so ljudje še menili, da ga je smiselno zamenjati, ne. Potem tega ni bilo več, ne. Ker potem ljudje enostavno niso, prvič ni bilo ljudi takega formata okrog njega, ne, in drugič so se navadili na to življenje, ne, ustaljeno življenje s Titom in na njegovo avtoriteto, ker on je bil edini, ki je pravzaprav lahko
reševal spore. Ne. In tudi po njegovi smrti se je uveljavilo geslo tudi po Titu Tito. Ne. Se pravi, mi sicer nimamo več Tita, ne, ampak šli bomo tukaj naprej. Ne. Torej, on zavestno ni hotel poskrbeti za svojega naslednika, deloma zaradi te svoje moči, ne, če s tem končavam. Deloma zato, ker nekako ni videl pravega, oziroma je sodil da se bo to odločila partija, ne, se pravi ta njegov najožji krog, ne. Je pa seveda, so bili pa nekako, ne, vse je šlo v to smer, da ga bo zamenjal Aleksandar Ranković, ne. Ampak njega je, torej, kot rečeno, ne, to je bil še ta vzgib 60. let, je dal v CT, ja. Obtožili so ga, da je prisluškoval Titu, ne, kar seveda ni bilo res, ne, oziroma tam so snemali pogovore, samo da Tito ne bi vedel, ne. Je pa res, da si je Ranković uzurpiral preveliko moč, bi rekli, ne. Razen tega je bil v Srbiji zelo priljubljen, ker v zvezi s Titom je treba reči to, ne, on je bil na splošno zelo priljubljen v Jugoslaviji, ne pa tako zelo v delu Srbije, ne, ki je bila izrazito pro-rojalistična, bi lahko rekli, ne, Srbija ima močen ta četniški element, ne, in Tita nikoli ni zares sprejela, ne, in zato so v Rankoviću nekako videli pravzaprav nekega socialističnega kralja Aleksandra, ne. Tako da to je bil pravzaprav edini voditelj, edini politik, ne, za katere on je bil tudi podpredsednik vlade in tako naprej, imel je najpomembnejše funkcije, za katerega je bilo nekako prepričanje, da bo nasledil Tita, ne, ker je bil mlajši. Profesor doktor Repe, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor z mano, 46 let po tem, ko je Tito že umrl. Najlepša hvala za vse te delno izkušnje, veliko ste prebrali, veliko ste se verjetno tudi pogovarjali z ljudmi, celo življenje se v bistvu na nek način posvečate tej temi. Iskrena hvala, veliko sreče in hvala za vas doprinos, ki ste ga imeli in ga še boste imeli. Ja, hvala tudi vam za vabilo, ne, to je bil sicer bolj klepet, ampak vendarle upajmo, da so kaj bralci, gledalci, ne, iz tega potegnili. Najlepša hvala. Prosim. Lepo se majte, adijo. Enako, adijo. Poslušali ste epizodo podcasta Hudič advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.